Mislim, a se tebi zdi možno, da lahko partnerju ponovno zaupaš po prevari? Ja, tukaj je to vprašanje, kakor enkrat prevarant, vedno prevarant. Enkrat prešuštnik, vedno prešuštnik. Ali pa prešuštnica. Jaz kar mislim, da strog. to ni vedno tako. Gotovo je s prevaro konec enega odnosa. Lahko pa se zgodi drug odnos. Ampak z isto osebo lahko, ne, tako. To se mi zdi, da vsi, tudi če smo, ne vem, 50 let poročeni z isto osebo in smo zvesti samo njej, gremo skozi različne odnose s to isto osebo, če imamo srečo. Recimo, jaz sem zdaj poročen 10 let in je to čisto en drug odnos zdaj, kakor je bil, ko so se ženo spoznala ali pa prva leta po poroki in tako naprej. Tako da v bistvu ne moremo, se mi zdi, da ne moremo ohraniti, ne moremo obuditi nazaj starega zaupanja, ampak se mora neko novo zaupanje vzpostaviti. Mogoče to zgleda samo kot ena lepa beseda, ampak jaz dejansko verjamem, da se mora človek v bistvu malo spremeniti. Jaz dostikrat rečem klientom, da morajo nekaj na novo začutiti eno ob drugem. Ja, nekaj, ne samo kakor jaz se bom poboljšal, ampak kaj si ti naredil, da se boš lahko poboljšal, a ne? Kaj bo zdaj drugače, a ne? Ne samo drugače bo to, da ne bom več tega delal ali pa ne bom več tega delala. Saj tle te ne začutim, a ne? Če bi recimo ti meni samo rekel, jaz se bom spremenil, jaz ne bi nič novega začutila ob teh besedah ali pa ob tebi, a ne. Jaz moram začutiti, da si ti drugačen do mene, da si mi nekaj povedal na bolj ranljiv način, da si mi mogoče povedal nekaj novega o sebi, kar do zdaj nisem vedela, neko bolečino delil. Nekaj, kar se mene dotakne na čustvenem nivoju, da lahko jaz nate gledam z drugimi očmi. Je pa verjetno v tej bolečini kar težko, da se tistega, ki je bil prevaran, sploh karkoli pozitivnega dotakne, ker v bistvu ena bomba se takrat vrže na njegov svet. Se mi zdi, da se mu kar vse razruši. A se ti zato zdi, jaz imam tak občutek, že še posebej v ženskih krogih, ko, ne vem, si prijateljice povejo, moški si velikokrat ne povejo niti, a ne, tako, če so bili prevarani, je za moškega to v bistvu taka sramota, da v bistvu ne bo nobenemu, tudi prijateljem, velikokrat ne povedal. Medtem, ko se mi zdi, da ženske si med sabo to povedo in je velikokrat potem se tudi tista ženska, ki je bila prevarana, boji, da jo bo v bistvu okolica, mislim, njene prijateljice, kar malo vlekle v to smer, moraš ga zapustiti, a ne. Ona pa čuti, da mogoče, čuti veliko groze in veliko slabih stvari, ampak da je pa težko zapustiti kar cel svet. Tako se mi zdi, da ko govorimo o prevarah, da ni vsak primer enak drugemu, oziroma da je čisto vsaka prevara in vsako partnerstvo individualno in da ne moramo posploševati. In nekaj, kar je delovalo za našo prijateljico, ni nujno, da bo delovalo tudi za nas. In tudi jaz bi zelo težko dala en posplošen odgovor, ker nekdo, ki živi v res nekem toksičnem odnosu, kjer se partner ni pripravljen spremeniti in ob vsaki prevari znova obljubi, ne vem, kaj bo drugače, hkrati pa nič ne spremeni. Tam bi bilo veliko bolj smiselno razmišljati v tej smeri, kako odideti od partnerja, a ne, ali pa ne ostajati v nekih toksičnih odnosih, kako sebe okrepiti. Medtem ko so neki odnosi, kjer je ta prevara dejansko ena priložnost za nov odnos oziroma globlji odnos, za globljo povezanost, če sta oba dva partnerja pripravljena rasti. Ker dejstvo je, da tudi če gremo iz tega partnerstva in gremo v neko novo partnerstvo, bomo tam tudi doživeli neka razočaranja. Jaz sicer to ne zveni, mislim, mogoče zveni tako, kot da podpiram prevaro, pa jo ne, daleč od tega, ampak ko se nam zgodi nekaj težkega, lahko to uporabimo za nekaj novega spet v našem odnosu, za nekaj
kar nas nadgradi, nekaj, kar nas spet poveže, nekaj, kar nas opomni na to, da smo mogoče pozabili en na drugega, ali pa tudi vsak nase v tem odnosu. Je pa res, da ljudje smo zelo težko v neki negotovosti in ko zvemo za prevaro, in ko doživimo vse te občutke, ko rečeš, ok, koliko sem bila neumna, da sem mu verjela, ali pa neumen, da sem ji verjel, da jo imam rad, da jo imam še zmeraj rad, kljub temu, kar je naredila. Ko se vse noter počutiš toliko manj vrednega, a ne, ali pa ko te sesuje, to, da ne vem, da si bil zaslepljen, da nisi videl, da si verjel v nekaj, česar ni bilo. In se nam zdi, da bo s tem hitreje šlo to mimo, da če mi zdaj sam zaključimo ta odnos in gremo stran, da bomo šli stran od te bolečine. Pa velikokrat ne gremo stran od te bolečine, še naprej. Mislim, en tak šok oziroma travma rabi čas za okrevanje. In če sta oba v partnerstvu pripravljena iti čez to okrevanje, se mi zdi super, da gresta lahko skupaj preko tega. Če pa ne, pa tudi če greš stran, imaš pol še to eno travmo ločitve, ampak bolečini se pa ne izogneš. Tudi če misliš, da ji lahko pobegneš, te ta bolečina sigurno slej kot prej ulovi. Ja, mogoče moraš pol bolj sam iti čez ene stvari. Nisi več v enem odnosu. Je pa res, da če je bil ta odnos res ali toksičen ali nasilen, ali da res se ni dal nič tam pogovoriti in zmeniti, potem je res boljše, da greš stran. Ja, mislim, mogoče se lahko vrnemo malo nazaj, zakaj se sploh prevara začne, ker zelo redko se prevara začne v postelji. Največkrat se prevara začne z nekim razumevanjem. In bi v bistvu imela zate eno vprašanje. A misliš, da je možno, da prevara uči o naših primanjkljajih iz otroštva? In kaj ti opaziš pri delu z moškimi ali pa ženskami, ki prevarajo? Ja. Meni gre včasih tako na živce, ker je tako splošno mnenje, da je bilo ziher nekaj s partnerjem ali pa partnerko narobe, da pač je nekdo šel, da je nekaj manjkalo ali v tem odnosu ali pa pač pri tem partnerju, ki je bil prevaran. In tudi, ko pridejo na terapijo ljudje po prevari kot par, velikokrat tisti, ki je bil prevaran, reče, kaj je z mano narobe, jaz hočem to zdaj na terapiji, kje jaz nisem bil dovolj ali pa nisem bila dovolj. In zelo velikokrat ni bil primanjkljaj toliko v odnosu, ampak je bil prav v tistem, ki je šel v afero. Se pravi, če recimo sem jaz v enem obdobju življenja zelo neodločen, zelo tak pasiven, in nosim v sebi eno hrepenenje, da bi pa bil aktiven, da bi bil bolj prodoren, bolj odločen. Verjetno tudi to hrepenenje izvira iz mojega otroštva, recimo, in je bilo to hrepenenje neko utišano in jaz pač zaradi nekih stvari iz otroštva to nisem razvil. In srečam pa eno žensko, ki pa je zelo odločna, ki je zelo, asertivna, pogumna, zelo taka živahna, prodorna, je velika možnost, da se bom jaz zaljubil vanjo, se mi zdi, da že pri tej zaljubljenosti, se v bistvu ta zaljubljenost nalima na nek naš primanjkljaj iz otroštva. In zato jaz tudi svetujem. Se pravi, a si zdaj rekel, da so prevare zmeraj iz zaljubljenosti? Velikokrat so, ni pa nujno, lahko so. Tudi, jaz tudi ne verjamem, da gre, velikokrat rečejo, posebej moški, saj je šlo samo za spolnost, Ne vem, če gre samo za spolnost. Se mi zdi, da nikoli ne gre samo za spolnost. Mislim, verjetno je zraven še neka privlačnost, čeprav, da bi bila prav zaljubljenost. Ja, mogoče ne zaljubljenost, ampak na nekem nivoju je neka privlačnost. Tako. In ponavadi nas privlačajo stvari, nič ni narobe, če nas privlačajo stvari, ampak če nas privlačajo stvari,
in delamo neke stvari, ki niso funkcionalne, niso nekako v skladu z našimi vrednotami, potem pomeni, da verjetno filamo neko luknjo iz otroštva, nek primanjkljaj. In zato tisti, ki je šel v afero in mu je žal, da je šel, da v bistvu ni vesel, da ima to hrepenenje ali po aferi ali pa po nekih spolnih stvarih, potem je dobro to raziskati. Se pravi, zakaj me točno ta ženska privlači, zakaj, ne vem, točno njena postava, točno njena energija. Imaš hobi, kaj ne rečem, varalice? Ne, so. Dejansko so, da imajo recimo vsak petek zvečer izhod ven in grejo, ne vem, s prijatelji. Misliš dovoljen izhod? Ženi reče recimo, v petkih imam jaz dan za kolege in grem z njimi ven in včasih ji še celo reče, greš zraven, greš z mano, ker itak ve, da bo rekla ne. In to je njegov frej večer in mu je vseeno, katera bo tisti večer tam. Tako, mislim, več je teh prevar. Mislim, to, kar ti govoriš, da večinoma ljudi, ki pridejo na terapijo in na terapiji zdržijo, so ljudje, ki jim je žal za prevaro in na neki točki začutijo tudi ta svoj sram in to odgovornost in to je neka osnova tudi za to, da lahko naredijo spremembo in da doživijo nekaj novega. In z njimi se dejansko da delati. Zdaj, če pa človek niti tega ne občuti, pol mu pa slej ko prej verjetno gre tudi terapija na živce oziroma sploh ne pride na terapijo, ampak zelo velikokrat da odgovornost tudi na partnerja. In reče, pa se ni čujem, da sem te varal, saj le kakšna si, se nikoli ne gre z mano ven, saj sem vse petke osamljen, saj ti sploh ni več do zabave, saj ne vem še kaj. Tam pa niti ne išče oseba teh vzrokov, o katerih ti govoriš. Ja, jaz sem govoril o ljudeh, ki imajo neka hrepenenja, niti ni nujno, da so že sledili tem hrepenenjem, ampak imajo neka hrepenenja, ki jim niso všeč, neka nezaželena hrepenenja. In jaz sam pravim, da ni dobro sam zatirati ta hrepenenja, ampak jih je dobro raziskati. Se mi zdi, da se lahko veliko naučimo, če postanemo tako eni raziskovalci v tem, zakaj je meni to toliko privlačno, zakaj me toliko vleče tja. In takrat pa lahko vidimo, ne vem, sem se zaljubil pač v sodelavko, ki je, ne vem, vedno me vpraša, kako sem, zato, ker sem mogoče, ne vem, hrepenel, da ker sem kot najstnik prišel domov, me ni noben vprašal, kako sem. Da te nekdo vidi. Ja, in je dobro tukaj, se pravi, tudi kaj je pod površjem tega hrepenenja po aferi. Se pravi, a jaz res hrepenim po sodelavki, ali jaz hrepenim po tem, da bi bil viden, da bi bil razumljen, da bi bil cenjen. Velikokrat ljudje, ki varajo, rečejo, ki jih vprašamo, kako si se pa počutili v tem početju, in rečejo, počutil sem se živega. In da v bistvu potem hrepenijo, in je dobro potem, a lahko vi znotraj svojega življenja, nekaj, kar bo v skladu z vašimi vrednotami, najdete nekaj, kar se boste počutili živega. A lahko v tem odnosu, kjer ste, ker ste poročeni s tem človekom, najdete vidva skupaj nekaj novega, nekaj, kar vaju bo povezal, kjer se boste počutili živega. Se mi zdi, da velikokrat pa pari rečejo, je pa vse normalno, da zdaj ni več tako, kot je bilo na začetku. Sej, ne moreš se skozi počutiti živega. In ne rečem, da ni čisto nič resnice v tem, ampak velikokrat so to potem eni izgovori, kjer v bistvu mi malo na stran potisnemo naše potrebe pa hrepenenja in pa jih ne moremo čist. In potem se takim ljudem velikokrat zgodi, da delajo ene stvari, ki jim niso všeč. Ja, mogoče meni se zdi za velikokrat imam primer, pri prevarah, da oseba reče, da niti ni vedela, da nekaj pogreša, dokler se ni to že zgodilo. Tako zelo
težko je pol tle delati na preventivi, a ne, da sploh se sprašuješ, kaj pogrešaš, a ne, ker si toliko v tej rutini ali pa še celo toliko prepričan, da je to življenje, ki si ga želel in da zdaj moraš biti v tem življenju srečen. In da je tudi en korak pri ozdravitvi, ali kako ne rečem, pri tem procesu. tem procesu, ja. To, da si sposoben sam sebi to priznati. Da res nisi, ali pa da si res takrat, a ne tako, se mi zdi, da pol so kar v neki krivdi, da niso bili zadovoljni s tem življenjem, ki so ga imeli in se na silo probajo zdaj vrniti nazaj v ta odnos pred prevaro in biti v tem odnosu in se delati, saj nič ni bilo, a ne. Zato, ker jim je težko s to krivdo živeti ali pa težko sprejeti to krivdo in to dejstvo, nisem bil ali pa nisem bila srečna. In to je spet en tak pesek v oči, a ne, ker se po prevari nikoli ne moramo več vrniti nazaj v odnos, kakršen je bil, ker ni bil okej, ni bil funkcionalen do neke mere, a ne. Smo tam očitno nekaj pogrešali ali pa nismo izživeli sebe na tak način, ki bi lahko. Pa tudi s prevaro se je zrušil, a ne, tako. In še to, ja. In nemogoče, v bistvu niti ni smiselno se vračati nazaj v ta odnos. Smiselno je ta odnos dograditi do te mere, da si tam lahko ti kot nova ti ali pa kot nekdo, ki si tudi prizna, da je kriv bil ali pa da je nekaj naredil, ker je nekaj pogrešal, da sprejmeš to odgovornost, no, se ne da ostaneš v krivdi, ampak da sprejmeš to odgovornost in da si priznaš, da kaj pogrešaš. Ja. Jaz bi tle sam poudaril, a ne, da obstajajo ene faze, ki jih ni dobro preskočiti, zato da ne bodo pari zdaj malo zmedeni, ker tisti, ki je bil prevaran, če se pogovor začne ali na terapiji ali pa da se ona dva doma sama dva pogovarjata in začne tisti, ki je varal, govoriti, ja, jaz sem pa pogrešal to, a ne, ker je lahko čisto objektivno res, a ne. Ampak v eni začetni fazi, ko se ta, ki je bil prevaran, še ni pomiril, je to čisto ne na mestu. A ne? In je v bistvu, jaz dostikrat potem moram na terapiji malo prav ustavljati te ljudi, ki so varali, in rečem, glejte, tukaj ta gospod, ki je bil prevaran, on v bistvu ima neka vprašanja za vas. A ne? In on se še ni pomiril in ni pripravljen zdaj poslušati vaših lahko čisto resničnih in objektivnih in legitimnih razlogov, zakaj je do tega prišlo, ampak on zdaj rab vedeti, koliko časa se je to dogajalo, kaj si ti razmišljal, a si kaj imel mene v mislih, a ne, ali pa imela. Tako, a si pomislila na najine otroke in vse te stvari. In tukaj dostikrat v bistvu, včasih moram jaz kot terapevt spodbujati tistega, ki je bil prevaran, dajte vprašati, ne, dokler ne boste pomirjeni, dajte vprašati. Hkrati jim pa povem, da naj bodo vsem previdni, kaj vprašajo. Ker velikokrat nas, če smo prevarani, zanimajo zelo konkretne stvari, tudi v smislu spolnosti in te stvari. In tukaj jaz v bistvu parom rečem, da naj malo premislijo, če si torej želijo vedeti. Ne da se ne vedeti. Ja, tako nimaš več te svobode. In dostikrat tisti, ki je bil prevaran, mogoče hoče sam svojemu partnerju povedati, rad bi ti povedal, da me to zanima, ampak nisem pa prepričan, če res hočem vedeti odgovor. Ampak ti bom sam povedal, da me matra to vprašanje. A ne, tako. In je dobro tle v bistvu malo premisliti, a bom jaz res vesel, če bom to čez pol leta še vedno vedel. In potem imam te, kar malo nagnusne v bistvu slike vedno pred očmi. A ne. In v bistvu ta partner, ki je bil prevaran, on v bistvu nekako določi, mogoče nikoli ne čisto eksplicitno, ampak po občutku se vidi, kdaj je zdaj konec te faze, kdaj se je on pomiril in lahko zdaj pa midva razmišljava, kaj je bilo zdaj v najinem odnosu pred prevaro toliko nefunkcionalnega, da sva to sploh dopustila. A ne. Da je bila neka luknja, neka nepovezanost
lahko potem tisti, ki je varal, tudi odkriva neke stvari iz svojega otroštva in to pove, in bo lahko pa ta, ki je bil prevaran, res sočuten do njega in bosta skupaj našla neko povezavo. Ampak če prehitevata, mislim, da pol ne gre. A ne, tako,